Pozdravljeni! Tudi v tokratni oddaji Ambienti bomo vstopili v slovenske arhitekturne presežke, zgrajene po načrtih domačih arhitektov, uresničene z znanjem domačih mojstrov in proizvajalcev in opremljene z okusom in željami lastnikov, ki v njih bivajo. Vabljeni, da z nami vstopite v neznane svetove najlepših slovenskih hiš in stanovanj. Pred odločitvijo o gradnji nove hiše se odpirajo številna vprašanja. Med njimi tudi ta, ali naj se odločim za klasično, zidano gradnjo ali za montažno. Lastniki nove hiše blizu Ljubljane so se odločili za slednjo in po obisku njihovega doma lahko rečemo, da so se dobro odločili. Zidana ali montažna hiša? To dilemo smo skušali razrešiti tako, da smo vprašanje o prednostih enega in drugega načina gradnje zastavili kar lastniku podjetja Kager hiša, gospodu Frideriku Kagru. Če si pristaš zidanega, imaš to v glavi, potem ne boš lesene hiše delal. Ne? Če si malo odprte duše, pa tak obrjen proti naravi, ne? Potem sam vidiš te prednosti. Med obiskom te hiše smo več o njej izvedeli od gospoda Mirka Zorčiča. V hiši namreč živi družina njegove hčerke, on pa se že 40 let ukvarja z lesenimi konstrukcijami, torej tudi z montažnimi gradnjami. Razumljivo je, da se je gradnji te hiše še posebej pozorno posvetil. Ko so skupaj s hčerkino družino iskali zemljišče, kjer bi postavili hišo, sta bila med kriteriji tudi bližina gozda in odprta nepozidana okolica. Po 2 letih so našli takšno parcelo. Parcela meji na park Natura 2000, tako tudi zgornji del, ta del, ki je nad hišo, ni zazidljiv, vse ostalo zgoraj tudi ne, tako da bo tudi v bodoče to ostala ena lepa zelena kulisa. Parcela je velika okrog 1200 kvadratnih metrov in potem smo pač postavili hišo, ki ima približno etažo okrog 100 kvadratnih metrov. Hiša je dvonadstropna oziroma pritličje in mansarda, nima pa kletine. Ideja mladih je bila ta, da bi delali klasično gradnjo. Jaz sem seveda jih prepričeval v nasprotno ves čas. Nista se našla v klasičnih montažnih hišah, predvsem pa ne v klasičnih tipskih gradnjah. Sem jima potem predlagal, da si gresta pogledati kakšno vzorčno naselje teh hiš v tujini, v Avstriji ali v Nemčiji, kjer se da videti zelo veliko paleto različnih tipov gradenj montažnih in tako sta tudi naredila in ko sta v Nemčiji nekje videla neko skeletno hišo, ki je bila zelo odprta z veliko stekla, sta ugotovila, da je to in od takrat smo se začeli pogovarjati o tem tipu gradnje. Ne moremo spregledati, da je hiša izredno svetla, prav zaradi večjih steklenih površin. Koncept hiše je tak, da so v spodnjem delu ti predvsem bivalni prostori, v katerem se vse skupaj dogaja. Izhaja iz tega glavnega prostora, ki je povezan, to se pravi kuhinja, jedilnica, dnevna soba, za tem sredinskim delom stopnic na galerijo. V tem delu se pravzaprav vse dogaja in kakor vidite, je to koncipirano tako, da imate občutek, da skoraj da sedite na vrtu, ker so okrog in okrog steklene površine, ki povečajo ta prostor in ga povežejo z okolico. Zraven je soba za goste oziroma neka rezervna spalnica, ena manjša kopalnica, garderobna soba in pa ena soba, v kateri imamo kompletno tehniko, to se pravi vso inštalacijo. Zgoraj je pa seveda ta mirnejši del, kjer se pride na galerijo in ob galeriji je tudi en delovni prostor in pa mirnejši del, to se pravi otroška soba, garderobna soba, kopalnica in spalnica. Ta del je narejen tako, da je lahko popolnoma ločen in ima popolno intimo. To se pravi, da lahko greš iz otroške sobe v kopalnico, brez da bi šel na galerijo. Enako je z spalnico, ki je narejena prav posebej, to se pravi, naredili smo tako, da je vhod v spalnico samo preko kopalnice, to se pravi, nima direktnega vhoda. S tem smo pridobili en krasen prostor za posteljo, ki je obrnjena tako, da se zjutraj, ko se zbudiš, lahko ozreš v gozd. In večkrat se je že zgodilo, da jih je presenetila zjutraj kakšna srnica ali pa kakšna ptica na balkonu. Zanimalo nas je, kdo je imel glavno besedo pri odločitvah glede notranje opreme, barv in zunanjosti.
Načelno odločitev je bila taka, da je bil interjer v domeni hčere, zunanjost pa v domeni zeta. V praksi se je pokazalo malo drugače, da sta kar intenzivno sodelovala obadva v vseh stvareh. Gotovo ste opazili, da hiša Kager ni običajna montažna hiša, saj je v njej popolnoma vidna osnovna konstrukcija. Hkrati pa je veliko sten izdelanih iz stekla, namesto da bi bil prostor med nosilci zaprt z različnimi lesenimi ali mavčnimi stenami. V čem je torej posebnost te hiše? Normalen Slovenc razume ali pa pozna kozolec. In jaz istovetim to našo gradnjo, se pravi ta skelet kot ta kozolec. Zdaj, slovenski kozolec pač ima en kup diagonal, prečk, da to stabiliziramo. Zato smo tu pač zdaj mogli najti ene rešitve, kako to stabilizirati, s tem, da imamo pač vertikale pa horizontale samo. In v ta namen danes koristimo v prvi vrsti steklo. Steklene stene, jaz jim pravim stene, ne okna. In to steklo mi danes zalepimo v ta lesen skelet, lesen nosilni del, steklo pa prevzema horizontalne sile. Kako bi lahko opisali posebnosti zidane hiše v primerjavi z montažno gradnjo? Ta zid ima svojo maso in oddaja svojo energijo, svoj hlad. V tej montažni hiši, leseni hiši z temi materiali, masa, ne vem, to so gips plošče, tam 12 mm, pa še kakšna OSB plošča ali lesna plošča, od zadaj pa že imaš izolacijo, neke mineralne volne, ali so to zdaj mineralne volne na osnovi kremenčevega peska, ali so pa to danes celo, ne vem, lesna vlakna ali pa celuloza, kar je pa zopet les, ne. Se pravi, te tanki materiali, tankoslojni se pravi, navzamejo notranje temperature in več ne sevajo. 20 ali pa 30 dB zid, kamoli beton, pa oddaja svojo temperaturo. Zato govorim jaz, montažna hiša ima popolnoma drugo bivalno ugodje. Med prednostmi montažne, še posebno pa skeletne gradnje, spada tudi hitrost izvedbe. Kako hitro ima lahko investitor streho nad glavo? Ko pade enkrat dokončna odločitev, kaj bi kupec rad imel, parcela je tu, pa finančna sredstva so zagotovljena, smo take hiše realizirali, se pravi, od temeljne plošče pa do vselitve v 5-6 mesecih. To gre. Sama faza projektiranja pa naročanja je mogoče mesec dni. Proizvodnja sama 10 dni, 14 dni, odvisno od koliko je hiša velika. Takšna stena v dolžini 10 metrov se pač pripelje in postavi na terenu. Se pravi, sama montaža, prekličje, strop, mansarda pa streha, to je lahko 2, če je večja hiša, tako tukaj 3 dni. Se pravi, 3 dni imamo zunanjo lupino, fasado, zaključeno, streho postavljeno in potem se začnejo pač ta dodatna dela, tista finalizacija, ki je pač potrebna. Najprej se streha polata, da prije krovc pa položi kritino. Znotraj se pa začne instalacija pripravljati, kar smo včasih naredili tudi, da smo hišo v 2 mesecih naredili, to danes ne prakticiramo, ker smo se tudi naučili, da beton, ki ga še zdaj tu v tej hiši ostane, najmanj v obliki estriha, se pravi, če imamo talno ogrevanje, imamo estrih, potem pridejo na vrsto malarji, morajo pokitati, pobarvati, keramičarji, vsi ti prinesejo ogromno količino vode v hišo, ki mora izhlapeti. Zato rabimo teh, rečemo, 5 do 6 mesecev. Potem dam, ne vem, tisto upamo podpisati pa dati garancijo, da prevzamemo vse reklamacije. Prepričani smo, da bo zdaj odločitev ali klasična ali montažna gradnja lažja. Kmalu vam pokažemo stanovanje napolnjeno starinskim pohištvom, ki sta ga lastnika skupaj z arhitektom in grafično oblikovalko prenovila z novimi drznimi elementi. Poizvedeli pa smo tudi, kakšni krediti in subvencije Ekosklada so vam na voljo, če se odločite za energetsko sanacijo vašega doma.
Jesen prinese daljše noči, nižje temperature in višje stroške ogrevanja. Ste kaj razmišljali, da bi jih znižali? Bi menjali okna, kurilno napravo, se odločate za celovito prenovo hiše ali celo razmišljate o lastni sončni elektrarni? Naložba v večjo energetsko učinkovitost doma je pametna, ni pa zastonj. Ampak na Ekoskladu vam lahko pri tem konkretno pomagajo s krediti in nepovratnimi finančnimi spodbudami. Gospod Čolinc, gradim ali pa obnavljam hišo. Odločili smo se zamenjati peč ali pa fasado ali pa okna. A se Slovenci dovolj zavedamo, da nam Ekosklad lahko tukaj finančno pomaga? Ja, Slovenci se zavedamo. Najmanj, kar je, lahko rečemo, da se približno 15.000 Slovencev na letnem nivoju zaveda, plus nekaj tisoč tistih v večstanovanjskih stavbah. Ekosklad seveda lahko pomaga pri financiranju investicije, pri nas se lahko dobi subvencija za določene ukrepe, pa tudi ugoden kredit, da se lahko finančna konstrukcija zaključi. In kakšne so vaše izkušnje, koliko takih vlog je uspešno rešenih? Ja, mi na letnem nivoju za ukrepe v enostanovanjskih in v dvostanovanjskih stavbah dobimo tako z leti malo to niha, med 10 in 15 tisoč vlog. Letos bo tega verjetno še nekaj več do konca leta, zato ker smo subvencije za kotle na biomaso in za toplotne črpalke vzdignili glede na lansko leto oziroma na prejšnja leta. Zdaj, približno 90% teh vlog je rešenih pozitivno, 10 je pač zavrnjenih oziroma zavrženih zaradi različnih razlogov. Nekaj je tega, da so vgradili preslabo opremo, nekaj jih sploh investicije ni izvedlo, nekaj občanov nima gradbenega dovoljenja za objekt, kjer investicijo izvajajo. V glavnem so te razlogi, pa potem še posamezni različni drugi. Torej, če se odločim menjati ogrevanje in kupujem toplotno črpalko, se splača vzeti nekoliko kvalitetnejše in priti k vam po nekaj finančne pomoči? Ja, seveda, pri toplotnih črpalkah, pogoj pri nas je ta, da ima hiša, kjer se investicija izvaja, gradbeno dovoljenje in da je toplotna črpalka dovolj kvalitetna, da ustreza našim razpisnim pogojem. Na domači strani imamo objavljene tudi sezname, katere toplotne črpalke ustrezajo. Seveda pa, če ni na seznamu, ni rečeno, da ne ustreza. Če je nekaj novega na trgu, še ni na seznamu. Gospod Čolinc, a ste tudi vi izkoristili kakšno izmed ugodnosti, ki jih ponuja Ekosklad? Ja, tudi jaz sem izkoristil. Jaz sem dobil eno hišo v 3. gradbeni fazi od očeta staro mnogo let in smo se v letošnjem letu, oziroma lanskem smo se odločili, v letošnjem pa izvajamo, tako da sem dobil subvencijo, nisem jo še dobil, ampak jo bom dobil za fasado, za izolacijo podstrehe in pa za sistem prezračevanja. Stare hiše s starimi okni so pač narejene tako, da se, bom rekel, tudi pri zaprtih oknih malo zračijo. Ko pa ta okna zamenjamo za nova, visoko energetsko učinkovita, pravilno vgrajena, pa ta okna tako rekoč tesnijo in ob menjavi oken zdaj seveda lahko to prezračujemo z odpiranjem oken redno 3-krat ali pa 5-krat na dan, kar pa zahteva kar velik angažma. Bolj učinkovito pa je, da se vgradi sisteme za prezračevanje, ki to avtomatsko delajo. Sistemi so lahko centralni ali lokalni, za obstoječe zgradbe so primerni tudi lokalni in tudi nekateri lokalni sistemi, to je to, kar je samo pod oknom, taka majhna naprava, tudi te lokalni izpolnjujejo pogoje, da lahko dobijo subvencijo Ekosklada. Gospa Kafeder, takole, recimo, da sem se doma odločil zamenjati fasado, da bom kupil toplotno črpalko, da bom kupil nova okna in bi seveda rad, da mi Ekosklad pri tem nekaj doda, da mi finančno pomaga. Kako se moram tega lotiti? Odlično vprašanje. Najprej bi vas usmerila k našemu energetskemu svetovalcu. Energetski svetovalci so organizirani v mreži En svet, ki jo vodi Ekosklad. Glede na to, da ste se lotili celovite obnove, to zelo toplo priporočam. To se lahko naročite v vam najbližji svetovalni pisarni, ki jo imamo odprto po celi Sloveniji, več kot 53 lokacij. Kontakt lahko najdete na www.ensvet.si, kjer dobite telefonsko številko in se naročite na termin svetovanja. Zraven bi vam svetovala, da se na svetovanje pripravite, prinesete predračune, fotografije, različne projektne dokumentacije, skice in tako naprej, da vam svetovalec dobi čim večjo in boljšo sliko o vaši posamezni individualni situaciji. Kasneje pa prosim, da oddate vlogo pred začetkom del. Potem prideva pa do vloge, ne? In nihče ne mara papirologije, administracije, pisanja ne vem kakšnih dolgih vlog. Kako je s tem pri vas?
Res je, veliko ljudi se dejansko ustraši, se naša vloga tudi izgleda majčken večji zalogaj, vendar je dejansko res enostavna. Za vaš primer izpolnite samo vaše osebne podatke, lokacije, kjer ta investicija bo, in odkljukate določene ukrepe oziroma namene investicije, kot sva rekla, fasada, toplotna črpalka in okna, ter se podpišete. Zraven predložite predračune, o katerih sta dejansko s svetovalcem že debatirala, fotografije, da vidimo, kakšna je vaša hiša sedaj, in pa gradbeno dovoljenje, ker želimo, da je hiša skladna z zakonodajo. Zdaj pa še nekaj. Ljudje smo vajeni, da kadarkoli prosimo za denar, za kakšno subvencijo, da so tam veseli, ko nas lahko odpravijo. Kako pa je s tem pri vas? Mi smo pa veseli, da vi od nas dejansko dobite denar in da investicijo dobro naredite in da ste zadovoljni hkrati z izvajalci kot z nami. Mi se bomo potrudili, da dejansko vsakršnokoli situacijo, ki jo imate, tudi če je mogoče na začetku zgleda malce zagonetna, rešimo skupaj z vami. Ameriški arhitekt Frank Lloyd Wright je pred kakšnim stoletjem dejal, da če pametno investiramo v lepoto, bo ta ostala z nami vse življenje. Tudi mlada lastnika staromeščanskega stanovanja sta prepoznala lepoto v debelih zidovih, antičnem pohištvu in očarljivem starem parketu z intarzijo. Da pa se ne bi počutila kot v muzeju, sta se odločila za prenovo, ki je v dom prinesla mladostno živahnost na prefinjen način. Ljubljansko stanovanje, napolnjeno starinskim pohištvom, je bilo očarljivo, vendar ni povsem ustrezalo življenjskemu slogu mladega para. Zato sta se lastnika skupaj z arhitektom in grafično oblikovalko podala na pot prenove. Nastal je slikovit in funkcionalen dom, kjer so zgodovinske plasti dopolnjene z novimi drznimi elementi. Neža, vi ste v tem stanovanju živeli že dobrih 10 let in potem ste se odločili za temeljito prenovo. Kako se je zgodil ta klik? Ja, jaz sem se sem preselila že pri 21 letih in takrat smo naredili neko, tukaj prej živela moja stara teta, tako da smo naredili neko res osnovno prenovo in stanovanje je bilo super, imeli te velike sobane, tako da je bilo primerno za žure, lahko temu tako rečem. Potem pa ne vem, ko smo s partnerjem razmišljali, se nam je vsem zazdelo, da morda zdaj nek čas, da se te zadeve malo tudi naredijo bolj funkcionalne, da so določene stvari, ki so res opažali, ko živiš v stanovanju, od partnerstva prinese neke druge stvari, neke druge želje in pa smo pa rekli nič. Zdaj pa je treba zadevo narediti konkretno. Andrej, ko se arhitekt loti prenove nekega stanovanja, je verjetno za njega zelo poseben trenutek, ko to stanovanje prvič vidi. In ko ste vi prvič prišli v ta prostor, kaj ste si najprej mislili? Jaz se spomnim, da je bil občutek nek tak, da bi duh starega meščanskega stanovanja stlačil v premajhno stekleničko. Torej, kakšno je bilo stanje, kakšen je bil tloris in koliko ste ga spremenili? Ja, tloris je bil sila nenavaden. Moramo si predstavljati, da smo imeli v stanovanju posebej jedilnico, pa posebno sobano, potem smo imeli pa kopalnico, kuhno, pa eno sobico v velikostih enosobnega stanovanja, kot smo ga navajeni v blokih. Ampak to je res nastajalo skozi čas, namreč to stanovanje je imelo vsaj še enkrat več kvadrature v originalu. Bilo je v spodnji etaži še, potem se je nadaljevalo v tej smeri, torej po zahodni stranici. In to, kar je bilo potem nekako zimprovizirano, je dejansko prišlo do faze, ko ni bilo več funkcionalno in je bilo prej breme. In v takšnih majhnih kvadraturah je problem, da klasični pohištveni kosi, ki imajo velik ego, nimajo prostora, da bi zadihali. In pravzaprav je bilo to čiščenje prostora tudi temu namenjeno, da bi ti kosi lahko primerno stali. S korenito prenovo, ki je bila v 90 kvadratnih metrov velikem stanovanju izpeljana pred 3 leti, so arhitekti na novo definirali razmerja znotraj tlorisa in z novimi povezavami ustvarili prostore z dvostransko osvetljavo ter globokimi pogledi skozi celotno širino objekta. Jagoda, v stanovanju so ostali stari kosi opreme, umetniški detajli. In kako ste se lotili dodajanja barv in vzorcev, da zdaj novo ne bi preglasilo starega? Želeli smo, da bi jih ohranili v nekem sozvočju, ni bilo govora, kdo bo zdaj koga preglasil. V bistvu smo staro vzeli kot osnovo, predvsem smo
se osredotočili na najbolj markantne kose, kot je recimo tale parket, ki definira celo stanovanje. S ponavljanjem enakih barv, ki jih najdemo v parketu oziroma drugih delih pohištva, bi dobili neko precej klasično dolgočasno stanovanje. Odločili smo se pa za malo drznejše poteze in v bistvu že na te že tako markantne vzorce dodali še nove, ki se mogoče na prvi pogled kdaj ne ujemajo, ampak za dodajanjem za takšno količino se potem zadeva nekako, vsaj po mojem mnenju, poveže v neko smiselno, zabavnejšo celoto. A ni tako, da če skupaj trči preveč intenzivnih vzorcev, da se med sabo po domače rečeno stepejo? Ne, ni problematično. Ko enkrat začnemo in potem še nalagamo, lahko stvari postanejo vedno boljše. Če recimo vzamemo prve dva, se nam mogoče zdi, da se ne ujemata, ko pa upeljemo še tretjega, četrtega, petega, pa iz tega nastane mogoče neka zanimiva zgodba. Ne nazadnje smo pozabili, da so včasih tudi muzeji izgledali polni dekorja, barv in so tam visele slike, tako kot visijo v tem stanovanju obdane z temi motivi. Se ne, da bi zdaj to avtomatično ponavljali, ampak dati pa misliti. Vse nalepke, ki so na frontah omar, so v bistvu narejene, sem jih oblikovala prav po meri za to stanovanje. Omaro smo tako navajeni, da ti odpreš vrata, ne? Ampak recimo ena lekcija, ki je prišla zelo malo iz Jagodine strani, je ta, da pač, zdaj prezenca omari pa ni nujno, da so to dvoje vrata, ne? Ali pa krina, vseeno. Pač s tem lejerjem, ki ga ti dodajaš čez, narediš iz tega lahko kar želiš in je lahko tukaj stik, ali pa je tako stik, ali pa tako stik, mislim, ki ga ti percipiraš, ne, v prostoru. Lastnika stanovanja sta se že na začetku odločila, da bosta ohranila markanten parket z intarzijo in dragoceno staro pohištvo. Te kosi so meni od nekdaj bili všeč, ampak če tega preveč je, potem to res tako starinsko, muzejsko stanovanje. In oba sva si želela, da bi nekako našli svoje mesto, ampak v nekem novem kontekstu. V prenovljenih prostorih je zavel svež in razigran veter. Kljub temu pa sta lastnika ugotovila, da potrebujeta pečat domačnosti, da bi se v stanovanju počutila resnično doma. So stvari, ki jih pač dela moja mama, ljubiteljsko, je to prišlo noč, se mi je zdelo, da je to, ta stol, prt, deke, taki momenti. Obdati se moraš stvarmi, ki so ti ljube, to se mi zdi ključno. In tudi tale prostor, kjer sva zdajle, ki je zelo markanten, je bil vajina želja. Nama je recimo prva ideja prišla na misel, da bi želela biti obdana s knjigami. Pač rada jih imava oba, imava jih veliko in se nam je zdelo, pa dobro, to je pač lepa ideja, da ležiš med knjigami. Ampak to je bilo tako, pač neka taka mini ideja, ki je potem sta Andrej pa Jagoda nekako dopolnila in pol seveda še ta tapeta in pač to je zdaj ta rezultat. Kaj bi rekli, Neža, na koncu pri vaši prenovi, kaj je tisto, kar vas najbolj navdušuje, s čim ste najbolj zadovoljni? Vse skupaj, no. Nekako se mi zdi, da res rata ena taka celota, ki naj oba osrečuje. So seveda eni momenti, ki rečeš, da nam je uspelo zadovoljiti temu kriteriju funkcionalnosti, recimo te utility, kuhinja je pač zdaj prostorna, diha, lahko v njej kuhaš, gostiš ljudi, tako da to sva si želela, to sva dobila. Te stvari se mi zdi, da nam je uspelo. Pa je zdaj po novem so tlele žuri prepovedani? Kje pa, tle prostora je več kot dovolj, plesišča se je mečkan zožal edin. Dom je prostor, kjer v družbi najbližjih najdemo mir in zatočišče. Opremite si ga tako, da bo vam všeč in da se boste vedno z veseljem vračali vanj. Kopica idej za opremo in obnovo vašega doma vam je na voljo tudi na naši spletni strani www.tvambienti.si. Veliko navdiha in široko odprte oči. Do naslednjega tedna, ko vam bomo pokazali sodobno hišo na Ljubljanskem barju, ki se glede na zgodovino te lokacije spogleduje s tradicijo koliščarjev, in navdihujoč primer prenove v dolenjski prestolnici, kjer so prostor pod streho spremenili v zračen loft.